V 6. delu Večerovih prispevkov o mariborskih nakupovalnih centrih smo se odpravili v Supernovo, nekoč Qlandijo, na cesto proletarskih brigad. Tokrat vas žal ne moremo popeljati v notranjost tega centra, saj njegov lastnik, to je avstrijska nepremičninska družba Supernova Gruppe, z nami ni želel sodelovati, prav tako nam ni dovolil snemanja. Smo pa se pogovarjali z obiskovalci centra in z njegovimi ponudniki. Ti so večinoma povedali, da center dobro živi, še posebej v zadnjih letih, ko so ob njem zrasle nove soseske in trgovine. Spomnimo, Qlandija je bila zgrajena praktično sredi njiv, območje pa se danes intenzivno urbano razvija. Največ ljudi sicer v center pritegne Interspar in njegova restauracija, pa trgovine kot so Jysk. Manjka pa pošta, banka, telekomunikacijske storitve in več tekstilnih trgovin, pravijo obiskovalci in trgovci. Želijo si še, da bi lastnik center končno obnovil in posodobil. Qlandija se je odprla leta 2006, šteje torej natanko 2 desetletji. To je bila pomembna nepremičninska investicija nekdanje bančne skupine Hypo v Sloveniji. Po njenem propadu je center sčasoma odkupil eden največjih upravljavcev nakupovalnih centrov v tem delu Evrope in jo ga leta 2020 preimenoval v Supernovo. Podrobnosti, kako živi center danes in kako je bila v Supernovi sprejeta sprememba parkirnega režima, si lahko preberete v tiskani izdaji Večera ali na www.večer.com.